Pozdravljeni! Minuli teden so studio kabelske televizije Ormož obiskali osnovnošolci, ki sodelujejo pri izbirnem predmetu televizija. 7 šolarjev z mentorico Mirjano Špacapan so si z zanimanjem ogledali naše prostore, tehniko in delo. Na kratko pa ustvarili tudi svoj primerek pogovorne oddaje Med nami povedano. Jakob Kukovec iz 7. razreda, Vito Ficko, Anela Noval Prejac, Nika Špešič Kukec, Zala Kolarič in Ana Zadravec, vsi iz 8. razreda, ter Aldin Orlič iz 9. razreda, z mentorico Mirjano Špacapan so del ekipe, ki ustvarja šolsko oddajo Ormožanček TV. Med aktivnostmi ekipe je tako bil tudi obisk domače televizije, kjer so si šolarji ogledali prostore, tehniko in potek dela. Med drugim so posneli tudi kratko oddajo Med nami povedano, kjer se je kot voditeljica preizkusila Ana Zadravec iz 8. razreda, kot gost pa je nastopil Aldin Orlič iz 9. razreda. Današnjo oddajo začenjamo iz studia KTV Ormož. Moj gost je Aldin Orlič. Zakaj obiskuješ ta krožek? Obiskujem ga zato, ker pač rad snemam, planiram biti youtuber za moj tak hobi in to je pač moj razlog, zakaj. Kako pa planiraš to speljati, tvoje youtuberstvo? Ja, pač malo bom pomagal drugim ljudem, malo bom igrice postavil, kak igram in live streame bom imel vsak dan. Tako da vsi me lahko gledajo vsak dan in več ljudi dobivam na moj kanal. To je bil moj sošolec Aldin Orlič iz studia KTV, se vam poslavljam, Ana Zadravec. Verjetno so mladi televizijci videli kar nekaj zanimivega, se morda tudi kaj naučili, kar jim bo prišlo prav pri ustvarjanju svoje televizijske oddaje. Minuli teden je v Beli dvorani Grajske pristave potekala delavnica na temo Prenova Kerenčičevega trga. Delavnica je potekala na povabilo občinske uprave v sodelovanju z ljubljanskim urbanističnim zavodom, ki je pooblaščen, da pripravi idejno zasnovo preureditve. V bistvu gre za začetno fazo idejne zasnove, ki pa bo podlaga za prijavo na javni poziv Zelene perspektive do leta 2027. Občina seveda računa na nepovratna sredstva. V sklopu preureditve Kerenčičevega trga bi namreč urejali tudi kanalizacijo in meteorni sistem v mestu. Gre torej za zajeten projekt tako v finančnem kot idejnem smislu. Delavnice, ki so potekale minuli teden v organizaciji občine in pod vodstvom strokovnjakov iz ljubljanskega urbanističnega zavoda, pa so začetna faza projekta. Udeleženci srečanja oziroma delavnic so se tako v 3 manjših zaključenih skupinah pogovarjali o trgu, njegovi podobi in funkcijah ter o tem, kaj je morda danes moteče in česar bi si na osrednjem trgu v mestu želeli več. Občina je pristopila z idejo o prenovi, tako da mi smo hkrati je občina in tudi mi smo soglašali in se strinjali, da je o tem pametno povprašati v bistvu lokalne prebivalce, ki najbolj poznajo trg, ki poznajo, kako funkcionira v različnih trenutkih, tako da zato smo prišli sem, da dobimo vse te informacije, da nam bo lažje razmišljati o tem, kakšna bi bila prenova, da bi ustrezala vsem. No, danes ste torej oblikovali tukaj 3 skupine. Kdo je sodeloval v teh skupinah? Povabljena je bila kar široka javnost od prebivalcev, teh, ki živijo neposredno ob trgu, do različnih organizacij, zaposlenih na občini, v javnih zavodih, zavodu za turizem, osnovnih šolah in tako naprej. Odzvali se je kar nekaj ljudi z idejami. Mi smo jih poskusili umestiti za omizja na način, da so čim bolj pomešani.
da lahko čim bolj delijo svoja mnenja in ideje in mi to zdaj poslušamo in si zapisujemo in razmišljamo o tem, kaj bi lahko naredili, da bi čim bolj prisluhnili prebivalcem. No, sama ideja teh delavnic je zelo dobrodošla, ne, o tem, kar smo danes uspeli tukaj slišati in tudi videti. Kaj pa bo vaša naloga torej sedaj, ko boste te neke osnovne informacije oziroma želje ormoških prebivalcev dobili? Ja, mi bomo zdaj poskusili narediti eno idejno zasnovo, ki bo čim več tega upoštevala. To bomo verjetno bo občina objavila, občini bomo to oddali in potem mogoče boš, da njih naprej vprašate, ampak jaz mislim, da pa sledi pridobivanje sredstev in vse, kar je treba za izvedbo. Trgi so urbana središča in ogledala mest. Prebivalcem in obiskovalcem pa ponujajo možnosti za srečevanja in druženja. Današnji Kerenčičev trg je v svoji zgodovini doživel že nekaj sprememb, bil večkrat preurejen in tudi preimenovan. Nazadnje je bil preurejen v sredini 90-ih let, preimenovan v Kerenčičev trg pa kmalu potem, ko so v novembru leta 1975 postavili spomenik narodnemu heroju Jožetu Kerenčiču. V prihodnosti si želimo, da bi bil Kerenčičev trg v Ormožu privlačen prostor za domačine in obiskovalce. Na trgu bi naj vladalo prijetno vzdušje, nudil bi naj senco v vročih poletnih dneh, priložnosti za igro otrok, prostor za občasne prireditve, a tudi varno okolje za obiskovalce vseh generacij. Vsi predlogi ali kritike bodo v pomoč pri izdelavi idejne zasnove preureditve. Ja, tako je. Na podlagi teh zbranih predlogov bo podjetje Ljubljanski urbanistični zavod pripravil idejno zasnovo, na podlagi katere bomo potem pripravljali projektno dokumentacijo, se pravi na izvedbeni ravni. S tem projektom bomo potem kandidirali na javni poziv za zeleno infrastrukturo, ki se v prihodnosti tudi načrtuje. Kdaj bi to recimo lahko bilo? Kdaj bi se torej ideja lahko uresničila? Ja, zdaj smo v začetni fazi, glede na to, da perspektiva traja do leta 2027+2, tako da načrtujemo nekje povabilo bo v prihodnjem letu, potem pa bomo imeli sicer čas do leta 2027, ampak bomo poskušali čim prej, kakor se bo tudi finančno dalo zadevo izpeljati. Imate morda v mislih že kakšen znesek, koliko bi ena taka prenova sploh stala? Ja, to govorimo o večjih zneskih, zdaj samo občina si z lastnim proračunom tega ne bi mogla privoščiti, zato bomo seveda kandidirali na nepovratna sredstva. Zdaj ta projekt je povezan tudi z posodobitvijo kanalizacijskega in meteornega sistema v mestu Ormož, tako da bi to nekako peljali vzporedno, govorimo pa zagotovo o milijonskem znesku investicije. Imate vi morda že zamisel, kako bi to lahko izgledalo? To je seveda preuranjeno govoriti, glede na to, da smo danes slišali veliko idej, bom z zanimanjem spremljala te rešitve, ki bodo potem potrjene in pa upajmo tudi izvedene potem. Na občini si v glavnem prizadevajo ustvariti center mesta kot trajnostno in privlačno okolje, ki bo zadovoljilo različne potrebe skupnosti. Med sodelujočimi je bilo tudi kar nekaj strokovnjakov. No, glede na to, da so domačin verjetno vse to bodočo, prenovo ormoškega Kerenčičevega trga, tudi malo s srcem spremljate, ne? Kaj bi recimo po vašem mnenju kot mnenju arhitekta bilo potrebno nujno spremeniti na Kerenčičevem trgu? Jaz mislim, da bi ga vsekakor bilo potrebno nekako osvežiti, da dobi neko novo vsebino, novi program, da postane tudi atraktiven tako za domače, za domačine, kot tudi za turiste.
To pa zdaj na različne načine, tako kot z grajenimi elementi oziroma likovnimi, potem tudi z samo vsebino, z vsebino objektov, ki ga obkrožajo. Tako da jaz upam, da smo danes imeli konstruktivno debato, kaj bi bilo potrebno spremeniti, kaj mogoče dodati, kaj odstraniti. Tako da jaz upam, da bomo potem v kratkem doživeli oziroma videli predlog, kako bi to zadevo uresničili v prihodnosti. Boste vi sodelovali kot strokovnjak tudi pri teh načrtih? Ne, zaenkrat sem samo gledalec oziroma udeleženec delavnice, tako da nismo se pogovarjali nič o podrobnejšem sodelovanju. Skupine so na koncu svoja dognanja oziroma predloge tudi predstavile. Med ugotovitvami je bilo dejstvo, da cesta, ki pelje skozi mesto, žal trg deli na dva dela, tako da bi se naj promet skozi mesto preusmeril drugam. Med najdrznejšimi predlogi je verjetno bil tunel pod trgom. Sicer pa bi na trgu moralo nujno biti več sence, nujen bi bil večji prireditveni prostor in več dogajanj. Dodatna gostinska ponudba, kjer bi se ljudje zbirali in zadrževali. Uživitev danes prazne blagovne hiše s knjižnico, postavitev igral za otroke, napolniti prazne lokale z butično ponudbo. Tudi vinska fontana je bila med predlogi in podobna atraktivna ponudba, ki bi zadržala ljudi v centru mesta. Ministrstvo za kulturo je z dnevom odprtih vrat slovenske kulture, imenovanem tudi ta veseli dan kulture, začelo v Prešernovem letu leta 2000. Številne kulturne ustanove po vsej Sloveniji v spomin na obletnico rojstva pesnika Franceta Prešerna, ki se je rodil 3. decembra 1800, na ta dan široko odpirajo svoja vrata in obiskovalce vabijo na brezplačne kulturno-umetniške dogodke. Tudi v ormoški enoti Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož so ob dnevu kulture pripravili zanimiva dogajanja. Med drugim so odprli razstavo avtorice Manice Hartman z naslovom Kar šteje, obuja spomine. Razstava Kar šteje, obuja spomine Slovenija Ormož od 70. let preteklega stoletja do danes, ki prikazuje značilnosti vsakdanjika in nekatere dogodke iz politike, gospodarstva, šolstva, zdravstva, turizma, kulture ter preostalega družabnega življenja. Je razdeljena na dva sklopa, pri čemer se prvi nanaša na oris življenja v Sloveniji, drugi pa na mesto Ormož. Torej, nova razstava Kar šteje, obuja spomine Slovenija Ormož od 70. let preteklega stoletja pa do danes dejansko predstavlja značilnosti vsakdanjika, potem pa tudi seveda različne dogodke iz politike, zdravstva, šolstva, turizma, gostinstva, vse to v omenjenem obdobju. V bistvu je takole prvo obdobje 70., 80., 90. leta precej podrobno predstavljeno, medtem ko zadnjih 2 desetletji zgolj s pomembnimi dosežki oziroma pridobitvami. In kaj torej lahko vse vidimo na razstavi? Veliko predmetov iz tistih let 70., 80., kje vam je pravzaprav uspelo vse to dobiti? Ja, pri različnih zbirateljih, pri različnih zasebnikih, mnogi hranijo doma še precej teh različnih predmetov in tudi družinskih fotografij in ti so mi zelo pomagali z izposojo, tako da je tukaj na razstavi približno 100 predmetov in tudi približno toliko fotografij. In odkot ideja, da sploh takšno razstavo pripravite? Ja, ideja je seveda tudi ta, ker letos poteka 750. obletnica mesta Ormož, torej prve pisne omembe. Sem pa že dlje časa razmišljala o tem in se mi je zdela takšna tema malo nostalgična, malo obujanje spominov. Mlajše generacije bojo seveda kakšen predmet zagotovo videle tudi prvič, starejše seveda malo obudile spomine. Nekateri pa bojo seveda rekli, to pa smo se še doživeli oziroma imamo doma in tudi še uporabljamo. V glavnem je namen razstave spomniti na neko preteklo obdobje, ki obuja nemalo nostalgije in obeta obujanje spominov ter možnost primerjati življenje tako v Sloveniji oziroma v Jugoslaviji kot v domačem Ormožu. Pred 50 ali 40 leti do danes.
Marija, vi ste ena izmed Ormožank, ki je marsikaj, kar je tu na razstavi, tudi doživela. Kako se spominjate tistih časov, 70., 80. leta v Ormožu? Ja, 70. leta, to je bil začetek mojega službovanja v zdravstvenem domu Ormož. To so bili prvi penezi, ki sem jih prinesla in takrat seveda se je vse odprlo. Tudi hotel. V hotelu, ki ga zdaj nimamo, so se ob koncu za vikend vedno dogajale stvari, če drugo nismo plesali, se veselili. Vso tisto napetost iz celega tedna smo tam s plesom odpravili v kraj. In nam je bilo lepo. Kaj bi še povedala? Škoda je, da ga nimamo več, ampak verjetno bodo to naši današnji sposobni ljudje naredili nazaj, da bomo imeli lep hotel. Kaj pa recimo iz tistih let najbolj pogrešate, torej razen hotela, še kaj drugo recimo? Niti ne, mene so vedno spremljale pleh muzike, vse takšne stvari in v Ormoži, in v Maribori, in vse povsod, že takrat, že v Slovenskih Konjicah, pa kaj jaz vem, no, ni bilo, ki so te pač ponucali. Ker takrat smo bile verjetno v tem ožjem krogu 2 flavtistki in mi 2 sestro. In te pač so si sposodili, pa je bilo tudi fajn. Pogrešam. Veste, ker vsako obdobje prinese nekaj lepega, nekaj grdega. Vedno grdo pozabiš, lepo pa ti ostane za večno. In to se ti vleče, zato bom kak Jara Kača lepota. Mirko, kako pa se vi spominjate, sicer niste Ormožan, ampak verjamem, da ste kar hodili po Ormožu, ne? Kako se spominjate tistih časov iz 70. in 80. let? Ja, zdaj, kako sam center Ormoža se nekaj dosti spremenil. Spremenil se le v tem, da je takrat bilo vse posod polno ljudi. Kamkoli si v Ormož prišel, avtobusna postaja, ulice so bile vse polne, trgovine so bile polne. To je nekako za nas, ki smo prišli z drugih krajev, z obrobja, nekako bilo izredno zanimivo. Kaj se najbolj spomnim se time, da se je odprla, to je bilo nekaj pomembnega, kaj se lahko po trgovini hodijo, po teh nadstropjih, pa to gledo, tudi kaj kupijo, včasih smo sicer kupovali, takrat bolj v špecariji. Najbolj pa se spomnim teh toplih sendvičev doli v gostilni, to pa, da sem prišel v Ormož, smo mogli z mamo rečemo, smo mogli topli sendvič pojesti, včasih pa sem sam že šel, pa sem imel tako bolj točno penes, verjetno cene ne bile tako, bi se tako hitro rasle, pa sem imel toliko penes, ko sem z avtobusom prišel v Ormož pa domov, za topli sendvič pa ne bilo in večkrat sem se reče topli sendvič kupil, pa šel peš z Ormoža domov. Drugače pa Ormož je lepo mesto, pravzaprav malo, zanimivo, vse posod peš prideš, tako da meni je lepo v Ormožu. No in kako vam je pri srcu, recimo, ko si ogledujete vse te razstavljene predmete, gotovo se jih tudi spominjate, ne, iz otroštva? Ja, teh predmetov se skoraj vseh spomnim, mogoče kjerega tako točno ne, ampak res se to povrne na rezi spomin. Samo ko gledam te predmete, vidim vse to smo še nedolgo nazaj uporabljali, čeprav to Gradenco pogledam. To je bilo vse pri moji mami v Gradenci, tako ne, pa te stvari druge, smuče, rečemo, kako smo te navijali za boja na križaja. To so bile takrat elitne smuče, to ti kaj prav, je to te smuče mi podaril, to je Franz Šek, mi sem podaril, posodil za razstavo, je rekel, takrat plačal po polje mogo dati za njih, tako da pač lepo, izredno razstava se mi dopade, nekako mi pride nazaj to vse, tista bolj moja otroška leta ali pa začetna mladostniška leta. No. Razstava Kar šteje obuja spomine bo v galeriji Ormoške grajske pristave na ogled do 5. maja prihodnje leto. Na osnovni šoli Stanka Vraza Ormož so pred kratkim, tako kot že nekaj let zapored, pripravili dan odprtih vrat ter medse povabili starše, strokovne sodelavce okoliških vzgojno-izobraževalnih zavodov in ustanov v lokalnem okolju, s katerimi sodelujejo skozi vse leto, ter zainteresirano javnost, z željo, da pokažejo svoje delo in vzdušje na šoli. Z dnevom odprtih vrat osnovna šola Stanka Vraza zainteresiranim ponuja vstop v šolske prostore in ogled dela s učenci s posebnimi potrebami. Obiskovalce z veseljem seznanijo, kakšni so pristopi pri delu, kakšne pripomočke pri tem uporabljajo in vrsto zanimivih postopkov šolanja, ki je laični javnosti manj znana. Dan odprtih vrat tako pripravljajo z določenim namenom.
Ja, predvsem zato, ker smo edina šola v vseh teh 3 občinah, ki izvaja te programe in predvidevamo oziroma smo prepričani, da je javnost manj v stiku z takšno šolo, z programom, z načinom dela, ki se pri nas torej odvija. Zato se mi zdi to zelo potrebno, da se odpremo enkrat na leto za vse, torej, ki želijo priti malo pogledati, kaj se pri nas dogaja. Kot je videti, vsako leto oziroma iz leta v leto je ob dnevu odprtih vrat vse več obiskovalcev, ne? Kdo so tisti, ki prihajajo in jih zanima torej vaše delovanje? Ja, res je, število kar narašča, prihajajo vsem naši starši, če lahko rečem bodoči starši, ki se zanimajo za naš program, ki imajo otroka in malo preverjajo, kaj bi bilo za njega najboljše. Potem prihajajo tudi strokovni sodelavci iz drugih šol, s katerimi sodelujemo, ker tudi z njimi smo večkrat v stiku, se predstavljamo, ker tudi oni potem prenašajo informacije naprej njihovi šoli, staršem. In pa prihajajo tudi učenci, dijaki iz ormoške šole recimo, iz osnovne šole Ormož, iz gimnazije, iz različnih interesov, na kateri si izbirajo poklice, pa želijo pogledati, kako to izgleda. Drugače osnovna šola pa prav tako, z njimi pa sodelujemo v projektu, se povezujemo, ker se mi zdi, da eden drugega potrebujemo in tudi živeli bodo naprej potem v istem okolju naši in učenci osnovne šole Ormož, pa je prav, da se povezujejo na vse možne načine. Bi nam morda lahko na kratko predstavili vašo šolo, torej kaj ponuja torej 2 programa, ne? Ja, posebnost naše šole je, da ponuja 2 prilagojena programa in sicer eden je program, prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, traja 9 let, potem se učenci vključijo v nadaljnje izobraževanje, v srednje šole, potem pa imamo posebni program, ki traja malo dlje časa, tukaj pa je več poudarkov na učenju za samostojnost, za življenje, ti učenci naši pa potem odrasli bodo potem vedno potrebovali vsaj minimalno podporo odraslega ali pa druge osebe. To je posebnost naše šole. Tudi smo edina šola, ki nudi dodatno strokovno pomoč tukaj v vseh 3 občinah, tako da odhajamo tudi na večinske šole, vrtce, srednjo šolo. Potem posebnost še je, da nudimo celostno obravnavo na naši šoli, pomeni, da so naši učenci deležni izobraževanja, vzgoje, plus pa še delovne terapije, fizioterapije in pa logopedske terapije. Tu se moram zahvaliti našim vsem 3 občinam in ustanoviteljicam, ki nas podpirajo pri tem. Potem pa je še naša posebnost, da zelo, po mojem, to ni naša posebnost, želimo živeti zdravo, želimo živeti trajnostno, tako da se tudi izobražujemo in vzgajamo za trajnostno. Ne za danes, ne samo za jutri, ampak za daljše obdobje. Osnovna šola Stanka Vraza deluje od leta 1970. Najprej je svoj dom imela v prostorih osnovne šole na Hardeku, potem v zgradbi na mestu današnje pošte v centru mesta. Leta 1977 pa se je preselila v svoje prostore na Dobravski cesti, kjer domuje še danes. Trenutno šolo obiskuje 33 šolarjev, s tem, da zaposleni skrbijo še za vsaj 100 otrok s posebnimi potrebami po šolah v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Obiskovalci so si tako na dan odprtih vrat ogledali potek pouka v različnih učilnicah, potek individualnih obravnav in dobili številne informacije, sploh pa potrditev, da je za otroke s posebnimi potrebami odlično poskrbljeno, da so deležni prilagojenih obravnav in podajanja učne snovi, ki so ji kos. Skratka, za vsakega učenca je, glede na njegove potrebe in možnosti, posebej poskrbljeno. Ustavili smo se v razredu, kjer je potekal pouk 8. in 9. razreda. Gre torej za šolarje, ki imajo za seboj že veliko novega znanja, a tudi izkušenj. Kaj ti je v vseh teh letih bilo najbolj všeč? Šport pa matematika. To se pravi matematika, ne? To pa je zanimivo, ne? In kaj najraje računaš? Deljenje pa krat.
Kaj pa od športa, kaj imaš najraje? Košarko igrati. No, kako pa se sicer počutiš tukaj na tej šoli? Imaš veliko prijateljev med sošolci? Ja, dobro se počutim, nič ni takšnega, kaj bi ni bilo dobro. Nič ni kaj takšnega, kar bi te motilo, ne? Ja, No in kaj boš naprej, torej ostajati še eno šolsko leto, imaš v načrtu šolanje naprej? ja. Kdaj bom jaz šel v srednjo šolo, jaz sem učil puno. To pomeni, znanje je potrebno za življenje, ne? Ja, Želimo ti uspešen zaključek šolanja tukaj. hvala. No, kateri razred pa ti hodiš? 9. No, to pomeni, da zaključuješ tukaj šolanje, kaj ne? Ja, Kaj pa imaš od vseh predmetov in od vsega na šoli najraje? matematiko, športno. Aha, se pravi, no, tudi matematik. In kaj od računanja imaš najraje? Vse. Se pravi, plus, minus, deljenje, množenje, poštevanko torej že veš. Ja, Zelo dobro. ja, približno. No in kako boš šolanje nadaljeval? Boš ostal še tukaj ali greš kam naprej v šolo? Naprej bom šel v Maribor, v strojno. To pomeni, da si že zamislil poklic. Ja, Imaš tukaj veliko sošolcev, prijateljev? ja. Dobro se počutim, pa vsi me imajo radi. Pa ti verjetno tudi njih, ne? Ja, Kako pa se kako imaš urejen prevoz iz koga? kombi me vozi vsemi ta. Tako da starši nimajo problemov s tabo. Ne, Fino, želimo ti veliko uspeha v nadaljnjem življenju. hvala. No, ti hodiš torej v kateri razred? 9. razred. To pomeni, da zaključuješ, ne, vse skupaj. Kam boš šel naprej? Srednjo šolo Ptuj. Ja, in kakšno smer? Biotehnika. Katere predmete pa imaš ti najraje? Matematika pa športno. Se pravi, isto kot tvoja dva sošolca. No, potem pa nam ti povej, kaj imaš najraje od športa. Košarko. Velik si, ne? In zato imaš rad košarko. Imaš torej veliko prijateljev tukaj? Jo. No in kdo je recimo tvoj najboljši prijatelj? Marcel Ribič. In koliko vas obiskuje sedaj 9. razred? 2. No, želim ti veliko uspeha in seveda uspešno nadaljno šolanje. Ja, hvala. Adijo. Tako zadovoljni in polni načrtov so bili naši sogovorniki. Šola jim je dala primerno znanje, primerno vzgojo in dovolj samozavesti, kar pa je za življenje verjetno še najpomembnejše. Predvsem starši so z dneva odprtih vrat odhajali zadovoljni. Dobiti je bilo možno veliko informacij, tudi informacije o možnostih nadaljnega izobraževanja otrok, ki zaključijo nižji izobrazbeni standard in nasplošno o možnostih, ki jih imajo potem, ko zaključijo osnovno šolo. Dan je sicer bil prijetna izkušnja, tako za šolarje, ki so z veseljem pokazali vse, kar na šoli počnejo, zaposlene in za številne obiskovalce. Sedaj pa k športu. Rokometaši Velike nedelje so na tekmi 13. kroga prve B državne rokometne lige po 2 mesecih prekinili serijo 8 porazov. Na domačem terenu so zaigrali proti Kočevju. Zadnja zmaga Velike nedelje sega v mesec oktober, natančneje 7. oktober 2023, ko je pri Veliki nedelji klonil hrpeljski Jadran z izidom 28-23. Ekipa iz Prlekije je po tej zmagi nad Primorci doživela 7 prvenstvenih porazov zapored in še enega na pokalnem srečanju v Gorišnici. Bolj kot porazi so Bikce bolele poškodbe nekaterih nosilcev igre. Prav poškodbe so skrojile, da se bo lani 8-uvrščena ekipa prve B državne rokometne lige letos borila za obstanek v ligi. Letos iz lige izpadajo 13. in 12. uvrščena ekipa, 11. uvrščeno ekipo pa čakajo dodatne kvalifikacije za drugo uvrščeno ekipo druge državne rokometne lige. Pred tekmo je glede na stanje na lestvici in na serijo porazov domačih bila ekipa Kočevja v rahli vlogi favorita. Na samem igrišču pa je to bila popolnoma drugačna zgodba. Domača ekipa, ki v povprečju šteje le 19 let, je odigrala svojo najboljšo tekmo v sezoni in gladko ter zasluženo premagala nasprotnika. Ključ do zmage pa je bila odlična igra v obrambi Velike nedelje.
Gostje so sicer enkrat povedli 1-2, ves preostali del tekme pa so niti igre v svojih rokah držali domači Bikci. Ti so izjemno igrali v obrambi, v napadu so za razliko od preostalih tekem malo grešili in največja prednost v prvem polčasu je večkrat znašala tudi že 6 zadetkov. 9-3, 10-4 in 11-5. V preteklosti so ekipi Velike nedelje obilne preglavice povzročali začetki drugih polčasov. Tokrat temu ni bilo tako. Z 2 doseženima goloma je Velika nedelja pobegnila na prednost 7 golov, 15-8, in odločno krenila v drugi del tekme. Gostom se je sicer večkrat uspelo približati na 5 golov zaostanka, bliže pa zaradi odlične igre domačih ni šlo. Končno ena tekma, kjer se je Velike nedelji poklopilo prav vse. Med drugim je tudi sojenje bilo na solidnem nivoju, za razliko od minulih domačih tekem. Mogoče je temu bila kriva kontrola sodniškega para Jože Raj in Vlado Kostič. Na koncu Velika nedelja Kočevje 26-19, polčas 13-8. Lahko rečemo kar mesec november, skoraj celi december, brez zmage ni nam bilo lahko. Ja, kaj ne rečem, končno smo zmagali po dolgem mrku. V novembru nam nič ni steklo, ni se nam poklopilo, tudi domače tekme. Nekako igrali smo v nekem krču, mogoče so nas tudi malo sodniki zabavili, samo pustimo zdaj to, največ smo bili sami krivi, največ izgubljenih žog smo imeli in nismo mogli dobiti tekme, tudi v obrambi se nismo mogli sestaviti, nekaj igralcev nam je manjkalo, poškodbe z tedna v teden in ja, danes pa smo pokazali svoj pravi obraz, smo stisnili, vseeno je bilo malo, ampak je da vsaki svoj maksimum od sebe, pa smo tekmo pripeljali lagano do zmage. Zmagovalca je odločila igra v obrambi, danes igra Velike nedelje v obrambi, to, kar si želimo. Ja, dobro smo se gibali v obrambi, ta 5-1 nam je ležala. Kočevje, sicer mislil sem, da je mogoče za malenkost boljša ekipa, kar trenutno niso pokazali na današnji tekmi. Dobro smo se gibali v obrambi, naša 2 golmana sta tudi dosta obranila, ker je bila borba v obrambi in to je to. Trenutno smo še vedno na mesti, ki vodijo v ligo nižje, ampak želja v drugem delu je zagotovo obstati v tej prvi B državni rokometni ligi. Ja, jaz še vedno mislim, tako kot sem že rekel na začetnih tekmah, da si moramo zagotoviti obstanek, pridno treniramo, nimamo slabe ekipe, sicer je mlada, ampak imamo dosti nadarjenih igralcev in če bomo tako odigrali one naslednje tekme, kot smo danes odigrali, mislim, da bi mogel biti obstanek zagotovljen. Ekipa Kočevje, letos ste kot novinec, moram reči, kar solidna sezona, ta prvi del, 10 točk do danes tukaj pri Veliki nedelji. Verjetno ste zadovoljni s tem delom do današnje tekme. Ja, prvi del bi kar v redu, no. Sicer bi bil lahko boljši, kot smo si predstavljali, ampak nas tudi poškodbe malo zafrkavajo, tako da računamo na drug del, da bo še malo boljši, kot je bil. Danes ste k Veliki nedelji prišli zagotovo po 2 točki, namreč domača ekipa 8 porazov zapored, ampak domačini moramo priznati boljši. Ja, res je. Boljši so bili, večja volja, v glavnem vse je bilo boljše. Mi ne moramo nič reči, dali smo vse od sebe, ampak domačini so bili boljši danes. Se je najbrž odločila zmagovalca igra v obrambi, tukaj so domačini bili korak pred vami. Ja, res je, ja. Pokazali so, da v obrambi treba trgati, mi s tem nismo stopili v naraven in enostavno se ni šlo tako. Po zadnjem krogu prvega dela, kdo je vaš nasprotnik in kakšne so želje, cilji? Imamo Ajdovščino, računamo na zmago, tako da se vidimo v sredo, mogoče za Ajdovščino. Pri zmagovalci sta vratarja Matej Bezjak in Toni Matošević zbrala 11 obramb. Žiga Borko je bil s 5 goli najboljši strelec domačih, kjer so po 4-krat še zadeli Tit Grabovac, Žan Toplak ter Luka Udet-Kalčec. Vratarja Kočevja, Kristjan Kozole in Luka Sandič sta zbrala skupaj 7 obramb. Prvi strelec gostov je z 9 goli bil Žiga Pucihar. To je bila 3. zmaga Velike nedelje v tem prvenstvu. Naslednja tekma proti Izoli je prestavljena na petek 26. januarja 2024. Tako bo ekipa Bikcev prezimila pri 6 osvojenih točkah, v nadaljevanju pa mlado ekipo čaka hud boj za obstanek v prvi B ligi.
Futsalerji Meteor Plasta so v 11. krogu prve slovenske futsal lige odšli na zahtevno gostovanje v Sevnico. Poglejmo, kako so se odrezali. Futsalerji iz Ljutomera so v Sevnici odigrali zadnjo tekmo prvega dela sezone 2023-2024. Gostje iz osrčja Prlekije so v prvem polčasu bili boljši nasprotnik in si priigrali 2 zadetka prednosti, 3-1. V 7. minuti je domačine načel Ante Matan. To je bil njegov 11. zadetek v prvenstvu. Minuto kasneje novi zadetek v mreži Sevnice. Rok Šnofel in Adrijan Trstenjak sta na 6-metrski črti odigrala odlično akcijo, ki jo je v lep zadetek pretvoril Šnofel. V 17. minuti pa eden lepših trenutkov na tekmi. Po preigravanju je z 10 metrov pajčevino z gola Sevnice stresel Tilen Reiter. V zadnji minuti prvega polčasa zadete gostiteljev. Strelec pa izkušeni kapetan Sebastian Drobne po napaki vratarja Meteor Plasta Tjaža Lorenčiča. V prvi minuti nadaljevanja nov gol Meteorov. Najprej izjemno ustavljena žoga Reiterja, sledila je poteza čez uhce Teja Podlesnika in natančen zaključek za vodstvo Meteorov 4-1. Po visokem zaostanku so futsalerji Sevnice zaigrali z vratarjem v polju in to zelo uspešno. Na 2-4 je v 36 minuti znižal Drobne. Zadnja minuta tekme je bila fantastična. Zadetki so padali po tekočem traku. Najprej je Denis Govekar zadel za 3-4, Adrijan Trstenjak pa je s svojim 10. prvenstvenim zadetkom povišal prednost Meteor Plasta na 5-3. Končni izid Sevnica Meteor Plast Ljutomer 4-5, polčas 1-3 je postavil 5 sekund pred koncem tekme Marko Račič. Na lestvici bodo kot prvi prezimili futsalerji Silika iz Vrhnike, ki so zbrali 28 točk. Na drugem mestu se nahajajo aktualni državni prvaki iz Dobovca. Slednji imajo 21 točk in 2 tekmi odigrani manj. Meteor Plast bo leto 2023 zaključil pri 17 točkah in na 3. mestu. Sledijo Oplast Kobarid, prav tako 17 točk kot Meteori, Sevnica je pri 13, Ekstrem pri 12, Prongškofije pri 6 in Dobre Polje pri 4 točkah. V petek, 5. januarja 2024 ob 20:30 v Ljutomer v sklopu tekme 12. kroga prihaja zasedba Dobovca. Za konec pa še malo prazničnega vzdušja. Tudi v Ormožu smo 1. decembra prižgali praznične lučke. Prižig lučk pa povezali z otvoritvijo decembrske Severolandije in drsališča. Otvoritveni program je v sodelovanju z občino Ormož in javnim zavodom za turizem, kulturo in šport pripravila osnovna šola Ormož, ki je dogajanje popestrila s prazničnim bazarjem. Današnji dan odpira vrata številnim dogodkom Severolandije, zato k mikrofonu vabiva gospoda Andreja Vršiča, direktorja javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož, da nam pove nekaj več o tem. Tako je direktor javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Andrej Vršič v nadaljevanju predstavil decembrska dogajanja v okviru Severolandije. Potekalo bo 12 dogodkov, ki se bodo zaključili s silvestrovanjem na prostem s ansamblom Srčni muzikanti. Vršič je naznanil tudi možnost brezplačnega drsanja na drsališču ob Grajski pristavi, ki bo delovalo vse do 14. januarja.
Že pred začetkom dogajanja na odru, med in po zaključku otvoritvenega programa pa je že deloval bazar s pestro ponudbo izdelkov, ki so jih izdelali šolarji. Dobrodelne prispevke pa zbirali za šolski sklad oziroma za stroške valete. Višek dogodka je bil prižig lučk na prizorišču in po mestu. Ta slovesen del sta upravila župan Danijel Vrbnjak in mini županja Kaja Mar iz osnovne šole Ivanjkovci. Mi boste pomagali 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nič! Tisoče lučk po mestu in okolici naznanja božično-novoletne praznike. Toliko in še več pa naj jih zasveti tudi v vaših srcih. Pa saj veste, to so tiste prave lučke, ki nam naj svetijo skozi življenje. Za danes se vam zahvaljujemo za pozornost in vas v našo družbo vabimo znova čez teden dni. Srečno!